Odprto prvenstvo Francije poteka v Parizu in z njim prihaja nekaj, kar ljubitelji tenisa vedo, da je praktično neizogibno. In to je izbruh na igrišču. Lopardži se lomijo, prepiri sodniki izbruhnajo, čustva pa preplavijo pred polnimi tribunami. Od eksplozivnega izbruha Danila Medvedjeva do tega, da je Daniel Altmaier brcnil lopar na tribune, v tenisu nikoli ni manjkalo slabega vedenja. A za izbruhi, ki jih vidimo v povzetkih, se skriva večja razprava o tem, kako šport ocenjuje igralce in ali so moški in ženske obravnavani po enakih merilih. To je razprava, ki se vedno znova pojavlja. Serena Williams je znano trdila, da je bila med finalom odprtega prvenstva ZDA leta 2018 kaznovana strožje kot moški igralci. Elise Cornet je istega leta sprožila ogorčenje, potem ko je prejela kazen zaradi preoblačenja majice na igrišču, medtem ko so moški igralci to počeli povsem običajno. In pred kratkim je Ons Jabeur kritizirala odprto prvenstvo Francije, ker so ženske večkrat izpuščene iz udarnih večernih terminov. In madridski odprti turnir se je soočil z obtožbami o seksizmu, potem ko finalistkam ženskih dvojic niso dovolili govorov ob podelitvi pokalov, medtem ko so jih moški prejeli. In zdaj se na Roland Garrosu pojavila še ena polemika, potem ko je bila igralka denarno kaznovana, ker je rekla, da bi moral tekmo soditi moški. Zdaj se nam pridružuje dr. Sofia Salomon, raziskovalka na Centru za športno diplomacijo na Univerzi Ben Gurion. Ali menite, da še vedno obstaja dvojna merila pri tem, kako so moški in ženske kaznovani ali prikazani zaradi jeze na igrišču v tenisu? Seveda, in to ni samo v tenisu. Mislim, da je to povezano tudi z vašo prejšnjo temo, kjer so moškim iz nekega razloga dovoljeni višji nivoji nasilja ali izbruhov, medtem ko ženske tega preprosto ne smejo. In iskreno, to je, veste, še bolj absurdno, ko pomislimo na spolno pristranskost, pomislimo na feministični boj. Ženske so vedno obravnavane kot bolj čustvene ali kot tiste, ki ne morejo nadzorovati svojih čustev. In tukaj lahko vidimo, da ne samo, da lahko nadzorujejo svoja čustva, ampak tudi, kadar tega ne storijo, tako kot moški, še vedno niso obravnavane enako. Zakaj misliš, da so izpadi moških pogosto predstavljeni kot strast ali tekmovalnost, medtem ko je podobno vedenje pri ženskah bolj verjetno označeno kot čustveno ali neprofesionalno? Kot sem omenila, spolna pristranskost v športu obstaja celo v akademskem svetu. Mislim, v mojem raziskovalnem področju lahko vedno najdeš primerjave med ženskimi in moškimi strokovnjaki, ampak gre za več kot to. Pri športu na splošno si moramo zapomniti, da se giblje na kontinuumu dveh, recimo, morda nasprotujočih si skrajnosti. Ena stran je racionalizem, visoki standardi, po katerih sledimo visokim standardom profesionalnosti in igro moramo ohranjati kot nekaj, kar lahko kvantificiramo, zato moramo nadzorovati svoje vedenje. In potem je na drugi strani, da smo preveč čustveni. In to, da smo preveč čustveni, nas lahko pripelje do robov nasilja, kot smo na primer videli pri navijačih, pa tudi v svetu samih igralcev. Ko govorimo o nasilju v športu na splošno, se to vedno pojavlja že od začetka moderne igre, pravzaprav od samih igralcev in ne od navijačev. Toda, kar vidimo v tenisu v zadnjih 2 desetletjih, morda v zadnjem desetletju, je to. Število gledalcev je bilo večje, kot smo pričakovali v prejšnjih letih. Zato, in če se sklicujem na, če omenjate Roland Garros, tako je, ta četrtek na Roland Garrosu eden od igralcev, Daniel Vecchio, dejal, da bi moral biti sodnik moški in ne ženska, kar nam daje primer, saj je to utemeljil zelo zahtevno množico, tako je on to poimenoval. Kar pomeni, da ni prevzel odgovornosti za svoja dejanja, ampak je tudi okrivil sodnico. To je zelo znana spolna pristranskost, ki obstaja v svetu športa. Ampak mislim, da poleg tega vidimo, da je nasilje nekaj, kar je na nek način predstavljeno kot nekaj moškega, kar je dovoljeno v moškem svetu in ni dovoljeno v ženskem svetu. Na koncu, mislite, da se je ženska turneja dejansko spremenila v tem, kako ravnaš s čustvi, ali menite, da je zdaj samo večjega drobnogleda, ki je zdaj bolj opazen? Točno tako. Mislim, da je zadnja možnost bolj natančna. Saj imamo vsi čustva. Mislim, da ni pomembno, ni res vprašanje spola. Vsa človeška bitja imajo čustva. Nekateri gredo do skrajnosti. Kot raziskovalka političnega nasilja vam lahko povem, da res ni tako. Nima spola.
Nasilje se lahko pojavi v vseh mogočih oblikah. Ampak ker je število gledalcev postalo večje in ker je več pričakovanj tudi od samih igralcev, ja, da so bolj tekmovalni. Veste kaj? Ko pomislimo na to, zakaj se na rock koncertih nikoli ne jezimo na glasbenika, ki na odru zlomi svojo, ne vem, kitaro. In pri športu pričakujemo nekaj drugega. Ker mora šport upoštevati tudi načelo fair playa. In vse, kar lahko pristransko vpliva na igro in ni v tem naboru pravil, lahko prekine igro. In mislim, da je ena od sestavin, ki jo v zadnjih letih opažamo kot vedno bolj izrazito, vloga gledalcev. In ker postaja večja, so igralci pod večjim pritiskom, da igrajo bolje, da imajo boljšo statistiko, da so uvrščeni višje. Gre tudi za vprašanje, da nenadoma postaneš slavna oseba. Nenadoma ne igraš več samo pred nekaj tisoč gledalci, ampak te spremljajo na družbenih omrežjih pred milijoni gledalcev po vsem svetu. Mislim, da gre za količino pritiska, ki je bila naložena igralkam samim, hkrati pa morda tudi za to, da si ženske začnejo dovoljevati biti bolj naravne. In mislim, da to ni vir kritike, ampak morda končno primerjanje med spoloma. Prav, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Zanimivo je bilo slišati vaše mnenje, dr. Sofija Solomon. Hvala, da ste me povabili.